Andrej in Tanja Grmovšek sta vsestranska alpinista, ki pa najraje plezata v visokih skalnih stenah. Njune odprave v odročne in manj poznane predele sveta pa govorijo o tem, da sta raziskovalca nekoristnega sveta v pravem pomenu besede. Koliko časa že plezaš in kakšni so bili tvoji začetki? Ja, pravzaprav že kar nekaj časa, 17 let mislim, da se ukvarjam s plezalnim športom ali pa z alpinizmom. Začetki so bili zelo zanimivi, no. Predvsem jaz imel že od otroštva nek strah pred višino, tudi plezanje mi nikoli ni bilo ravno zelo blizu, kaj šele alpinizem. Zelo rad sem se ukvarjal z različnimi športi ali pa dejavnostmi, takimi malo bolj ekstremnimi, rad sem smučal, ne samo smučal po smučiščih, ampak tudi izven. In prav zaradi tega sem potem nekako prišel na alpinistično društvo, kjer so gojili to alpinistično in turno smučanje. Šele kasneje sem potem začel plezati, najprej malo, potem izgubil strah pred višino, se začel predvsem z športnim plezanjem ukvarjati, pa kasneje ali pa že kar hitro tudi z plezanjem daljših sten in pa pravzaprav z vsem alpinizmom. Kaj pa je tebe navdušilo? Ja, jaz izhajam iz čisto gorniške družine. Oba starša sta bila alpinista, oče je bil načelnik gorske reševalne službe v Mariboru in tako da sem bila že od malih nog v hribih. In mislim, da mi je bilo položeno v zibko, da bom jaz kdaj plezala, ker je mama namreč, ko je bila noseča, je še z mano plezala naokoli. Potem pa sem kot otrok poslušala toliko zgodbic starejših alpinistov, in ko sem videla napis za alpinistično šolo, je to bilo to ljubezen na prvi pogled in ko sem začela plezati, sem vedela, da je to, kar bi jaz počela in kar rada počnem. Sta vsestranska plezalca, vseeno pa najraje plezata v skali. Zakaj? Ja, pravzaprav jaz za sebe lahko rečem, da sem predvsem plezalec, ne zakaj ali pa po čem. Je pa sigurno skala tisti najbolj raznolik medij za plezanje. Pač lahko plezamo tudi po ledu, po snegu, ampak to so, oba dva sta dosti bolj monotona iz plezalnega vidika. Tako da zaradi tega pravzaprav največ še vedno plezam po skali, čeprav pa se ukvarjam tudi z ostalim plezanjem. Tudi v zadnjem času zelo zanimivo je plezanje z cepini, z zimsko opremo po skali. Tudi to je dosti bolj zanimivo ali pa raznoliko kot plezanje z cepini pod snegu ali pa ledu, ker je to pač zelo monotono. Tako da to je, mislim, da glavni razlog, da pležemo predvsem v skali. Skala je lahko res raznolika, različne kamnine in potem je že ta raznolikost je pravzaprav en izziv pa eno zadovoljstvo, no, plezanja. Po nekaterih odpravah sodeč sta prav raziskovalca nekoristnega sveta, pač odhajata v manj poznana območja. Kaj vaju tja vleče? Ja, pravzaprav odprave so res tisto, kjer živiva oba dva. Se mi zdi tisto najino pionirsko žilico raziskovalno. Namreč tu pri nas v Evropi, v Alpah je relativno težko nekaj novega plezati, najti stene ali celo vrhove, ki še ne bi bili preplezani. Tudi logistika samega potovanja je pač preprosta. Ampak to, kar pač mene zanima ali pa mi je zanimivo, pa v bistvu ni nujno povezano z alpinizmom, ampak jaz zelo rad združim, je pa raziskovanje nekih novih dežel, kultur in pa tudi tista borba, logistična borba, da sploh nekam prideš, da si vse stvari urediš. Rada potujeva oba dva na ta način in zato obiskujeva res take kraje, ki jih redki ljudje ali pa tudi plezalci obiskujejo. To danes sploh niso tista najvišja gorstva ali pa najbolj popularna gorstva, kot so, ne vem, Himalaja, Andi, pa vsaj ne tiste najbolj popularne doline, ampak čisto nekje drugje se najde ta področja in to je pač ena od tistih stvari, ki naju žene vedno znova na potovanja. Veliko plezata skupaj s Tanjo, velikokrat se pa navežeš tudi z drugimi soplezalci. S katerimi se najbolj ujameš? Ja, s Tanjo vsekakor rada plezava skupaj, ker deliva
doživetja. Pležem pa tudi z drugimi soplezalci, nekaj jih je, njih ravno ogromno, s katerimi se super ujamem. Z Markom Lukićem sva preplezala ogromno smeri po Alpah. Ujameva se predvsem zato, ker sva oba dva imava približno iste želje, pa oba dva lahko rečem izkušena plezalca, tako da se en na drugega zaneseva. Tudi vsake toliko malo porine na en voz z nekimi izzivi. Včasih pač en malo kakšno smer si želi preplezati, pa potegne drugega in obratno. No, na odpravah pa sem plezal v zadnjih letih tudi z Silvom Karom, tudi z njim sva se zelo dobro ujela. Tudi zelo izkušen plezalec, vse stvari grejo rutinsko, v takih navezah pač rad plezam. V ženski navezi si se povzpela tako na Cerro Torre v Patagoniji, kot tudi na Trango Tower v Pakistanu. Oba vzpona sodita v sam svetovni vrh ženskega alpinizma. Kateri ti je ljubši mogoče, katerega bi izpostavila? Ja, to je kar težko reči, vsak je imel neke svoje specifične lastnosti ali pa neke dogodke. Moram pa reči, da obeh vzponov ne bi bilo, če ne bi bila del res enkratne slovenske generacije plezalk. Imam pač to srečo, da Slovenija, kolikor je mala, pa koliko nas je žensk res mala, smo trenutno res v svetovnem vrhu. In zaradi tega, zaradi svojih izkušnj in glede na to, da vztrajamo v tem pretežno moškem športu, smo pač dosegle take svetovno dobre vzpone. Zelo zanimivo tekmovanje se pa odvija tudi v sosednji Paklenici na Hrvaškem, hitrostno plezanje, ki se ga Stane redno udeležujeta. In kadar nastopiš ti z Markom Lukićem, sta pravično nepremagljiva. Za kakšno tekmovanje gre? Ja, v Paklenici mislim, da že 7-8 let organizirajo hitrostno plezanje v dolgih stenah. Pravzaprav gre za tu 100-150 metrske smeri. Za nas dva z Markom je bil to izziv, tudi za Tanjo. Tanja je tekmovala vedno v ženskih navezah, jaz večinoma z Markom. Res sva hitra, pač poznajo se številni priplezani kilometri. Pa tudi pravzaprav je zelo zanimivo, ko začneš to hitrostno plezanje trenirati oziroma se z njim ubadati, ti dosti vrne na način, da v bistvu začneš hitreje plezati, kar je v hribih vedno zelo pomembno. Pa tudi poseben čar je, ko ugotoviš, kako hitro pravzaprav lahko plezeš, tako da uživaš. In to je bil pravzaprav glavni razlog, zakaj sva z Markom večkrat tekmovala in pa sva tudi zmagala. Poleg tega, da plezata v skali, pa pozimi plezata tudi v ledu, pa kombiniranem terenu. Kaj jo motivira v to plezanje? Ja, s tekmovalnim lednim plezanjem se ukvarjam zadnje 4-5 let. Motivacija, mislim, da je nekaj pač novega, nekaj drugačnega in na tekmah sem res odkrila, da dam ogromno od sebe. Tudi neke smeri, ki se bi mi drugače zdele čisto nemogoče ali pa nepreplezljive, jih na tekmovanjih zmorem in potem vidiš nekako, da mej ni. Torej, zmoreš še več, kot misliš, da zmoreš. Verjetno na koncu tudi en dober trening za gore. Odličen trening za gore. Tole kombinirano plezanje nam je namreč dalo neko odlično podlago za dolge smeri, za kratke smeri in mislim, da je priporočljivo za vse plezalce, kakršnikoli nivo, samo da plezajo in da to prenesejo potem naprej. Vsaj delno miselnost, pa tudi način plezanja kratkih športno-plezalnih smeri prinašata tudi v gore, v visoke stene. Na kakšen način? Ja, to miselnost ali pa način pravzaprav prenašam jaz predvsem zaradi neke etične ali pa športne vrednosti, dosežka mogoče. Pač rad preplezam smer prosto in takšno način plezanja je za mene pa verjetno za vse več vreden, vsekakor je pa težji. Marsikdaj pa v gorah to prosto plezanje ima tudi druge
pozitivne stvari, namreč plešeš lahko hitreje, kar je seveda tudi v stenah iz drugih vidikov, ne iz tega športnega ali pa etičnega pomembno. Kot vidim, imata ples in alpinizem res rada. Mogoče, kako bi opisala ta odnos vajin do alpinizma, do gora? Ja, to je res neka taka ljubezen oziroma gibanje, hribi. Težko namreč povedati, to si tak, na nek način si nek zasvojenec. S hribi, s plezanjem, s gibanjem in kot da rabiš to drogo vsak vikend ali pa vsak tretji dan. Kaj pa sedaj počneta? Na vajini internetni strani berem, da kar veliko plezata. Ja, pravzaprav zadnja leta že vsako leto zelo dosti pleževa, po zimi več zimsko plezanje, po ledu mešano plezanje, poleti ogromno po skali. Ponavadi jeseni pa se spraviva na eno odpravo, no tudi letos se spravljava na eno odpravo. Več o tej odpravi pa vam lahko Tanja iz prve roke pove, ki je ravno tukaj zdaj priplezala. Ja. Tanja, kam se odpravljata? Letos se odpravljamo v Indijo, v eno tako dokaj neznano dolino, Miar Valley. Greva plezati visoke granitne stene, visoke do 6000 metrov in upamo, da bomo spet prišla vesela in polna uspehov nazaj. Potem pa srečno obima, pa se vidimo po odpravi, a ne?